Pozdravljeni, ponedeljek je in na spletni strani Delo.si čas za športni pogled. Beseda bo kajpak tekla o nogometu, z menoj je Gorazd Nedlji. Pozdravljen, Gorazd. Dober dan. Za nami spet je nerazborljiv recimo konec tedna v Slovenski ligi. Pričakovano ali nepričakovano Domžale, premagane Maribor pred veliko tekmo s Chelseajem. Po malem pričakovano, pa tudi ne. Mislim pa, da je Maribor v rahli krizi, zasičen. Kriza se pozna v vodenju, selekciji, je pa pričakovana glede na naporen ritem tekem in vse, kar se pač dogaja, kar nosi Liga prvakov zraven. Liga prvakov nekako mora biti nagrada za dolgoletno dobro delo, tudi finančne nagrade so recimo temu za slovenski šport astronomske. Kje se je zalomilo? Toliko tekem, toliko treningov, napake? Zasičenost in pa mogoče neustrezen odziv v selekciji, pa tudi malo favoriziranje, naprimer favoriziranje Luke Zahovića, ki ni sporno v tem, da ima nekaj talenta, vpliva pa na igro samo Maribora, ker on je specifičen igralec in to se pozna v igri. Če Maribor igra nogomet, ustvarja priložnosti, lahko Zahović tudi zabija. Če ne ustvarja priložnosti, je Zahović lahko višek v tej ekipi. Žrtve so pa Mendy, že prej Fajić, vidimo pa, da tudi teli novinci, kakor je David Biton, nimajo kaj tukaj početi. Luka Zahović je blestel predvsem v domači ligi. Kako bo s tole tekmo s Chelseajem? Kateri bodo udarni aduti? Kakšen Maribor bomo videli v sredo? Ne vem. Preprosto ne vem, zaradi tega, ker videli se je že v Londonu, da je razlika očitna. Kako zdaj odgovoriti na strahovito silo Chelsea, učinkovitost, enostavnost? Ta Maribor pa je v krizi, tako da to bo izziv za Šimunža in predvsem za športnega direktorja Zahovića, ki mora pozimi kar upraviti eno lepo selekcijo. Narediti nekaj korekcij, drugačno ekipo, da bodo sploh še prvaki slovenski? Mislim, da za prvaka se še ni zabiti, ker spomladi bojo verjetno razbremenjeni z nastopov v Evropi. Vsekakor bo pa treba malo razmisliti, s katerimi igralci v nov poskus naskoka za Ligo prvakov, poletni. Če se vrnemo malo k temu Chelseaju, 6-0 je bilo v Londonu, torej ni pričakovati neke senzacije. Kakšen bo pa po tvojem mnenju Chelsea? Bo Mourinho spet recimo temu toliko spoštoval Maribor, da bo najboljše postavljeno igrišče, ali bomo videli rezervni Chelsea? Nekaj takega je že napovedal, da ga zanima zmaga, ker z njo bi razrešil vse neznanke o napredovanju. Zmotil sem se že v prvi napovedi, sem mislil, da bo Chelsea z 2-3 golema razlike čisto zadovoljen, ampak na koncu je šlo s polomom, je resnici na ljubo. Omogočil mi ga Maribor s svojimi, rečemo, nesrečnimi posredovanji, pa tudi smole in sodniškimi odločitvami. Pričakujem pa še zmer en Chelsea tekmovalen, ali bo to 1 uro ali 90 minut ali pol ure, bo pa odvisno od rezultata. Če ne bo zabil, bo igral na vso silo vseh 80-90 minut, če bo pa hiter zabil, bo pa ustavil konje, da rečem. Kako se postaviti po robu tej ekipi? Tokrat čakati zadaj naproti napade? Absolutno. Rajčević je že napovedal v Londonu, da bo treba se lotiti nepriljubljene taktike bunkerja, pa da vidijo, kako bo pol Chelsea ukrepal. No, kljub vsemu pričakuješ spektakel v Ljudskem vrtu? To pa vsekakor. Se že sama pojava Mourinha, da skače ob avčrti, je vredna marsikakšnega ogleda. Mislim, je karizmo izžareva, to je človek, se splača se ga gledati od blizu, njegove gibe, njegovo mimiko. Da ne govorim, na novinarskih konferencah je pa tako brez konkurence. One man band, one man show, vse. Mislim, človek definitivno zna delati z mediji in izpostavljati sebe, hkrati moštvo zaščititi, če je treba tudi ga kaznovati, recimo z besedami, je mojster svojega posla.
Torej v sredo še spektakel brez rezultatskih obveznosti, kaj pa naprej, potem še drugi tekmi s Schalkejem in Sportingom. Lahko Maribor še kaj izvleče podaljšanje evropske sezone? V veliki meri bo odvisno kar od tele tekme. Če bo Chelsea še enkrat veliko golov zabil, potem se zna ta Maribor še malo bolj razpast, v narekovajih razpast. Za to slovensko ligo bo imel težave, se bo prebijal, ampak v Evropi se pa bojim, da ga čaka peklenski finiš, ker tudi Sporting ni ekipa, ki bi kar tako prepustila, se vdala, predvsem pa igra nogomet. In če enkrat padeš v mlin, v igro Sportingovo, potem se lahko še slabše piše kot proti Chelseaju. Torej, če bo šlo solidno s Chelseajem, je potem upanje še za naprej. Vsekakor. Je pa res, da tudi že zdajle tale tekma med Sportingom in Schalkejem lahko olajša delo Mariboru. Če bi Schalke zmagal, potem je tudi za Sporting izgubljena bitka za drugo mesto. Za tretje mesto bojo pa verjetno ležerno pristopili k tekmi z Mariborom. Gorazd, hvala za tole analizo. Hvala. Lep pozdrav.